Na osnovni šoli Marije Vere so pripravili čudovit božično-novoletni koncert z naslovom S pesmijo v nov dan. Nastopili so tako učenci, kot tudi učitelji te šole. Pa si oglejmo najprej besedni del, ki sta ga zaznamovala ravnateljica osnovne šole Violeta Vodlan in novi kamniški župan Marjan Šarec. V današnji potrošniško naravnani družbi se resnični pomen praznikov vse prehitro izgubi v množici tržnih zvijač, zaradi katerih obstaja nevarnost, da pozabimo, kaj naj bi Božič in novo leto sploh pomenila. Božični čas je namreč čas ljubezni, naklonjenosti, prijaznosti do sebe in drugih. Je čas podarjanja in sprejemanja. Toda ne le daril, ampak predvsem ljubeče pozornosti, spodbudnih besed, toplih objemov in iskrenih želja. Je tudi čas pomoči sočloveku. Novo leto pa je tudi čas novih začetkov, za vsakega drugačnih. Nekdo si obljubi, da bo več telovadil, nekdo drug, da se bo več učil, spet tretji, da bo naredil izpit, s katerim je že predolgo odlašal. V novem letu ne pozabimo na uresničevanje tudi drugih obljub, da bomo več časa preživeli s svojimi najbližjimi in da bomo obiskali svoje sorodnike, ki jih že dolgo nismo videli. Novo leto je čas, da odložimo preteklost in svojo energijo posvetimo prihajajočemu letu. Ne slepimo se, da bomo svojo staro obleko takoj na hitro odložili. Vse spremembe terjajo svoj čas. Ne nazadnje, pa je novo leto hkrati opomin, da je za vsakim koncem možen nov začetek. Naj nas zimzelene melodije, ki nam jih bodo zapeli učenci in učitelji naše šole, popeljajo proti praznikom. In otroci, mogoče bo pa le kdo od teh treh dobrih mož slišal naše pesmi in se nam pridružil. Spoštovani učenci, spoštovani učitelji, dragi starši, res je, ko sem leta 1984 vstopil v prvi razred osnovne šole Duplica, takrat še podružnice osnovne šole Frana Albrehta, si nisem mislil, da bo ta šola nekoč ena izmed najlepših šol, pa ne samo v naši občini, ampak tudi širše. 8 let sem hodil na to šolo in spremljal njen razvoj. Najprej je bila Duplica v ustanavljanju, potem se je preimenovala v osnovno šolo Marije Vere in Marija Vera je bila dramska igralka in kakšno naključje. Tudi sam sem potem postal dramski igralec, diplomiral sem na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Tega seveda ne bi dosegel, če ne bi bilo prav te šole, učiteljev, ki so me poučevali, nekateri so še danes tukaj, prav vseh se spominjam izredno lepo in toplo mi je pri srcu, ko vidim vsakega izmed njih. Zato sem ponosen, da sem hodil ravno na to šolo. Današnji dan je seveda poseben dan. Današnji dan je namenjen pesmi, glasbi in seveda lepim občutkom v prihajajočem tako imenovanem veselem decembru. Ne pozabimo na najbližje, ne pozabimo na tiste, s katerimi se premalokrat vidimo, premalokrat srečamo in glasba je nekaj najlepšega, kar je bilo človeku dano, s čimer lahko izraža svoje občutja, bodi si žalost, veselje ali pa kar tako. Vsega dobrega vam želim v prihajajočem letu, še slab mesec nas loči od tega, da bi se ta šola še naprej tako lepo razvijala, da bi se še naprej tako dobro razumeli in da bi učenci, ki obiskujejo to šolo, zrasli v dobre in poštene ljudi. Hvala lepa.
Sedaj pa si poglejmo še pevski del koncerta. V posebno veselje publike pa so zapeli tudi učitelji in učiteljice.
Otroke pa je obiskal tudi dedek Mraz. Ne deluje, dajmo še enkrat. 3, 4. Slišal sem glasbo, slišal sem na tej šoli tako zelo prepevati, pa sem si rekel, Zvonka, tukaj se bom oglasil in bom tudi sam prisluhnil, da slišim, če je to res. No, Klara, povej mi, si ti poslala pismo dedku Mrazu? Sem že en teden nazaj, odnesel si ga tudi. Ja, kaj pa si zaželela? Jaz sem že star, pa sem že pozabljiv, sem že čisto pozabil. Je tisto nov prenosnik. Prenosnik? Česa si želiš? Kaj še družabno igro? Odlična izbira. Tudi dedku Mrazu ni preostalo drugega, kot da je še sam zapel. Proslavi